Ok, snimamo. No, pozdravljeni naši gledalci, naši spremljevalci, naši, whatever. V glavnem, evo, mi smo nazaj po kar nekaj časa, mogoče za vas ne, mi smo pa nazadnje snimali kar nekaj mesecev nazaj. Medtem se je listje obarvalo na rjavo. Na rdeče, ne še na rjavo. Še ne čist na rjavo. Pazi, s to rdečo, ne veš. Ja. V glavnem, ja, evo, midva sva nazaj. Hvala za vso podporo, hvala, ker nas spremljate na TikToku, hvala, ker nam sledite na YouTubu, pomeni nam veliko. In danes imava že novega gosta, ki ga bo predstavila Zvezdana. Zvezdana, prosim, zaupaj nam, kdo je z nama. Ti si pa pravi profesionalc, ratuješ, mislim, bravo, pozdravljena. Se bi hvala vprašati, Jaka, je bilo to dobro? Hvala. Torej, dragi Maj, dragi naši gledalci najni, oziroma gledalci te skupnosti, ki se tako lepo ustvarja. Jaz sem danes, to je bila pravzaprav moja želja, ne, Maj se pridružuje, ampak moja želja, da predstavimo nekoga, ki me je pravzaprav povabil v en del nekega novega življenja, ki se pri meni začenja. In to je predvsem gre za to, da imamo mi družbeno ves čas ljudje občutek, da ne moremo nič narediti. Se pravi, kritiziramo, življenje je tako, politiki so pokvarjeni, draginja je, ne vem, kaj nas vse čaka in tako naprej. In potem se to seveda vse konča za ali domačo mizo, ali gostilniško mizo, ali pa pač kjerkoli imamo priložnost. Ali pa na TikToku. Ali pa na TikToku, ja. Ali pa ne, sorry, na Twitterju. Twitterja še nimamo. Ne, Twitterja pa mislim, da ga ne bomo imeli. Ali pa mogoče tudi, no, nikoli ne reči ne. V glavnem, no, in jaz sem se odločila, da bom kandidirala za svetnico v svoji občini, ne. In zato, predvsem zaradi tega, da vidim, kaj lahko pravzaprav jaz za to skupnost, v kateri živim, naredim konkretno. Ni nič politično obarvano, se pravi, svoje ideje predstavljam, veliko ljudi poznam, lahko veliko pomagam in tako naprej. In bom tudi videla konkretno, kaj se da narediti, kje se samo govori, kje se na primer troši preveč in tako naprej. Tako da ta izkušnja oziroma ta izlet bo zame zelo zanimiv, ker si pa vedno želim nekako pomagati, nekaj narediti dobrega za to družbo, z gledališčem, z temi podcasti, z mojim televizijskim delom in tako naprej. No, bo to še eno poglavje. No, in v sklopu tega bomo danes predvsem govorili o tem, se pravi, kako spreminjati družbo, od kje se to začne, in predstavljam kandidata za župana občine Ig, ki ga podpiram jaz. To je vaša odločitev, oziroma tisti, ki niste iz občine Ig, je popolnoma... Tisti ižanci, ki nas gledate. Ja, no, ampak drugače je to popolnoma vaša odločitev in to ni neka kampanja ali karkoli. Mi se pogovarjamo tukaj kot ljudje, kot posamezniki, ki smo se odločili, da bi nekaj z lastnim delom pripomogli k boljšemu življenju. Ja, pa vse en malo, tudi so imela zdaj že kar nekaj tudi političnih aktivistov, imela so tudi trenutnega premijeja, v bistvu to ni neka tabu tema, naju dva zanimajo. Mislim, mogoče to tudi kaže na širino tega, kar naju zanima, ker pač, če neka stvar ti ni jasna, pa greš pa še globije, pa iščeš vse različne možne, vse različne kote, določene ideje. Mislim, najn podcast je predvsem se dotika vseh področji, športa, duhovnosti, medijskih osebnosti, pevk, vsega. Se pravi, in to pomeni, da ne zanima tudi aktivno družbeno življenje. A je tako? Absolutno. Torej... Ne morem verjeti, ne morem verjeti, ampak ja, to si nikoli v življenju nisem predstavljal, da me bo to zanimalo. Evo, nadaljuj, oprosti. Meni je predvsem fajn zato, da tebe pa mlade zanima to, ne, ker a ti imaš občutek, Bojan Pirc, k tebi pridemo. Boris, se upravičujem. Boris, k tebi še pridemo. A se ti zdi pomembno, da so mladi družbeno aktivni, oziroma da grejo celo da imate neko mnenje, da verjamete, da se da kaj spreminja tudi preko takih funkcij? Še enkrat ti povem, mama, da jaz nisem več tako mlad.
Ne moreš me vzimati kot tako mlade. Mladi so 18-20, Jaka naš je mlad, Jaka te je treba tako stvar. Jaka, misliš, da jaz bi se mogel s tem ukvarjati 10 let nazaj, se mi zdi. Ali bi se v politiko... Ne politiko, se to ni, mislim... Mislim, v lokalne skupnosti. Ja, Ja, itak, da se da. valjda se da, itak. Sam, če veš tako neke druge klube, ni nujno, da so kakšne dobrodelne organizacije. Politične. Ni nujno, da so politične. Ja. Jaka je drugače del enega kluba, ki bo mogoče enkrat, ki ga bomo intervjuvali, več povedal njemu, ki da veliko tudi na mlade. In mogoče bi lahko tudi se kaj naučili iz tega. Ja, zakaj pa ne? Veš, zakaj sem te zamenjala, Bojan pa Boris? Zaradi tega jaz imam enega Bojana, energetskega zdravilca, poznam, ki je zelo veliko dobrega naredil zame, ne, pa sem te zgleda nekako povezala. Ne? In si se verjetno čisto zapičlovanga, ne? Sploh ne veš. Ne zapičlovanga, mislim, sodelujem z njimi in raziskujem tudi to področje. Ti verjameš v energijsko zdravljenje ali pa misliš, si pristaš samo klasične medicine ali tudi alternativne, mislim, kako gledaš na to? No, kot prvo ne bi se ti rad zahvalil, mikrofon. Da si me sploh povabila v ta intervju, ne? In da si tudi sama pristopila zraven pa k tem našem skupnem sodelovanju, da bomo v tej občini verjetno kaj premaknili na bolje, ne? Po drugi strani pa ja, v preteklosti moram reči, da nisem toliko verjel v te energijske zadeve, ne? Nisem toliko verjel, ampak s časoma pa vedno bolj. Ne? Mogoče me je tem spodbudila tudi žena. Ne? Žena se, moram reči, kar veliko s tem ukvarja. Ne? In pol s časoma tudi ti, če si človek, ki povzema neke stvari, če si odprt, ja, pa če sprejemaš kaj tazga. In jaz sem to nekako sprejel in zdaj vidim, da je temu res tako, da ta energija ti lahko na koncih, na velikih koncih pomaga. Ne? Si lahko konkreten, naprimer, kaj je to takega, kar ti to dojemaš kot energijsko zdravljenje ali pa alternativni pristop, a so to zelišča, a je to karkoli, lahko pa tudi sam, če smo brali kaj knjigo mogoče od Dispenza, Placebo stavi, je to človeški ne, in pa to vse, kar se pravi, da se ozdraviš lahko le sam sebe, ne. Iz neko močjo notranjo, ki jo pa dobiš energijo, ne vem iz kje. Ne? Se pravi, ti verjameš, da ima človek moč samo zdravljenja in hkrati verjetno tudi od zunaj nekaj prihaja, mi tudi od zunaj lahko spreminjamo, ne? Naše okolje oziroma skrbimo za okolje, ali kako na to gledaš? Ja, sigurno, ne? Sigurno lahko sprejemaš, če človek sprejema pozitivno energijo iz okolja, jo verjetno tudi absorbira v sebi, ne? In zaradi tega se lahko tudi samo ozdravi. Jaz v to verjamem, vedno bolj. Vse imamo poln takih primerov, ne samo ozdravitve. Ne? Ja. In na tem je treba vedno več delati. Ne? Tudi to je tema mogoče prihodnosti v občini Ig, da se s takimi stvarmi tudi deloma začnemo ukvarjati, pa z nekimi pristopi, ki bodo ljudi motivirali k nadaljnjem življenju, pa da bodo bolj polni energije. Ne? Ja. Lahko vprašamo, ti si občan občine Ig. Tako. Ja? Kaj pa pol misliš, da je narava, recimo, kako je narava pomembna? A je narava tista energija, ki je zdrav? Mislim, občina Ig je zelo zelena občina, ne? Ja, se to ti moram pa... Malo bliže, daj mikrofon, da te bojo res... To ti moram pa sploh povedati, ne, da prva stvar je življenje v tej občini, dolga leta življenja v tej občini, ne? Druga stvar je pa zaradi te zelene narave, ne? Zakaj jaz pravzaprav hočem, zaradi vseh ljudi, ki tukaj živijo, ne, kandidirati za župana, pravzaprav zaradi te prelepe zelene občine. Ne. In ker opažamo, ne, da je bilo bistveno, za moje pojme bistveno, premalo narejeno v tej občini, ne, za neko popolno lepo življenje, ne, prav zaradi tega smo se aktivirali. Ne. In jaz motivacijo, v meni je preskočila ta iskrica, ne, da sem se aktiviral. Ne. In da moramo narediti nekaj več, ampak zdaj potem me je pa še dodatno spodbudilo recimo to, ker so pristopili te odlični kandidati za svetnike zraven, ne, ker so vsak po svoje en unikat in imajo izjemne ideje, vidim, ne, in me dopolnjujejo. Ne. To je druga plat medalje, zaradi tega me še bolj spodbuja, ne, še bolj motivira. Ne. Tretja plat je pa
tista, ki sem jo pa zvedel nedavno tega nazaj zdele, ne, in da imamo eno izjemno priložnost na Igu, kar se tiče samega občinskega praznika na Igu, ne, ki obstaja. Ne. Okay. In to zdaj še ne bomo povedali, ne, bomo mogoče to prihranili za kasneje. Ne. Kdaj pa je občinski praznik? No, jaz kot občanka Iga ne vem točno. 21. marca. Ne. 21. marca, prvi pomladni dan. In to se gre za to, da je leta 1848, čeprav vem, ne, mislim, da so lokalni kmetje izgnali gospodo z gradu Zonek, se imenuje ta grad, ne, na Griču nad Igom. Ne. Oprostite, kar motiva. Opazili ste, da v 77% ni naročenih na ta kanal. Kaj delate? Pojdite se naročiti, pa gledati nazaj. Ja, hvala, rada vas mava. Ajde. Oni so izgnali jih. Kaj vidiš, koliko je zanimivo? Uporniki pravzaprav. Uporniki. Kako je zanimivo, smo se začeli pogovarjati o energiji, pa pol v zelenem, pa smo prišli pa do 21. ki je solstici v bistvu, ki je prvi pomladni dan. Ja. Tako da Ižanci, ne, so zelo odločni ljudje, ne. In to odločnost moramo tudi malo drugače prikazati. Ne? In prišleki, ki prihajajo iz drugih koncev na Ig, se mi zdi kar malo poistovetijo s tem ižanskim načinom življenja, ne? Pa odločnostjo teh Ižancev in so tudi, sama občina je taka, ne? Odločna in mora iti s to odločnostjo malo boljš naprej, na pot nekega razvoja, ne moramo obstati pa stopicati na mestu. In temu je dovolj, zato tudi smo se aktivirali. Ja, tako no, ampak mene, veš, zanima tebe, čist ti osebno, naprimer ti boš, če boš izvoljen, župan, in jaz pa me zanima, ti si kolesar, ne? Kako ti, privatno, Boris, kaj naredi za naravo, kako je tu, mislim, kaj delaš dobrega za naravo? Se pravi, imaš vrt, nimaš vrta, kako ločuješ kolesar, ne? Kolesarič, ampak kaj narediš? Naprimer, jaz pogledaj, jaz imam bio, eko, vse, ne? Jaz to, kar govorim, tudi živim, ne? A ti to, kako pa ti gledaš, kako ti živiš sonaravno oziroma kaj? Ja, glej, na vsakem koraku moraš ti gledati na naravo, ne? Ampak to mene zanima ti osebno. Jaz osebno, zdaj, če ti povem, jaz tudi imam doma vrt, ne? Tudi pridelujem določene vrtnine, ne? Ja, tudi ti se ukvarjaš z zemljo, prav ti, ja, prav jaz, ne? Letos sem imel prav lepe paradajze, ne? Pa prav lepe kumare, recimo, dobro rastejo, ampak zanimivo, na mojem vrtu ne raste čebula. To pa ne razumem, zakaj ne. A imaš na barju? Ne, mogoče imaš prebogato zemljo, čebula ima rada revno zemljo. Ne smeš gnojiti. Možno, da je temu tako, ne? Ampak ne vem, ker pri sosedih, ki imajo pa na njivi vrt, ne, mi pa tako čebulo prinese, da sam gledam, ne? No pa kaj še delaš, kar se tiče narave? Daj me vzpodbud, pa mi povej. Ja, naprimer, ločuješ, kako z odpadki. Jaz sem to hotel vprašati, recimo, da je malo drugače, da imamo, kako recimo na občini Iga, koliko je striktno ločevanje odpadkov. Glede na to, recimo, mogoče tisti, ki ne vejo, večina barja je zaščitena pod tistim aktom Natura 2000. Natura 2000, ja. Ja. To je zelo pomembna stvar, zato, ker imamo zelo veliko endemitskih rastlin, pa zaradi metulja, meni se zdi, da je, ne? Ja, saj vemo, da je večina področja Ižanskega je zaščitena s Krajinskim parkom, ne? Se to je že osnova, ki obstaja, ne? Drugače pa ja, jaz mislim, da se dosti pazi na naravo, tudi prebivalci sami. Imam občutek, da je kar ozaveščenost ta, ne? In da ne vidiš kaj dosti smeti po Igu in ločevanje odpadkov je jasno. In je tudi primerno to urejeno zaenkrat, ne? Mogoče je malo preveč pasih iztrebkov, da ne rečem na vseh koncih Iga, ne? To mene tudi včasih moti, ne? Ampak zato se da posebne namestiti mogoče v bodoče, kakšne posebne te zabojnike za odpadke. Pa še tukaj prej smo se pogovarjali o zelenem, ne? Prej smo govorili, kako bi lahko sončne celice pa to, ne? Da bi lahko sončne celice postavili v hribih, zato da bi postali pa zbiralnik energije, kako si rekel. No, to pobudo je dal pa naš kandidat za svetnika, Aleš Ciber, ne? Ja. Inženir telekomunikacij, ki je rekel, zakaj ne bi bili mi prvi, čeprav jaz mislim, da občine že obstajajo s takim načinom, ne? Ampak da bi se sončni kolektorji
po hribih, ki jih imamo nebrojtle okrog, ne, postavili in to bi imelo mogoče prednost za cel IK, ne, da bi, ne vem, da bi naredili kot javno-zasebno partnerstvo, pa bi namesto, da ti vlagaš samostojno kot individualna hiša, ne, 15.000 evrov v takšne sončne kolektorje, ne, bi lahko naredili skupne kolektorje, ne, in pa hranilnike energije, ne, in bi bilo to plus za cel IK, oziroma mogoče pa za pol manjše položnice, ali pa jaz ne vem, stvar kalkulacij. Koliko je pa velika občina IK? Je kar velika v bistvu, ne? Občina IK je velika, mislim, da 100 kvadratnih kilometrov. 100 kvadratnih kilometrov. Koliko ima prebivalcev? Prebivalcev ima pa tam 7500, ne. Ampak da ne ostanemo samo pri IK, ker to bojo gledali vsi, ne? Ne, meni zanima, ne ostajem proti, meni zanimajo te stvari, ker temu sva se tudi prej pogovarjala tam za mizo, pa me zanimajo take stvari, ne, kako res prijeti do nekih rešitev, kako ne bi to sploh vse izgledalo, ne. No, če je to velika občina, kako to lahko narediš, a se to preklopiš na, a misliš, da se to preklopiš na lahko na obstoječe elektrovode ali kako? Ja, jaz mislim, da ja. Glej, nismo strokovnjaki za to, ampak... Ja, ne si sam tako malo Sej mislim, da gre čez našo občino, gre glaven daljnovod, ne, gor pa čez Krim, ne, tako da to po mojem ni nobena težava, ne. Ampak to je stvar strokovnjakov, ne. Ideje moramo udejaniti, ne. Ja, treba je sploh začeti ideje razvijati, zato da sploh prideš do tega. Ja. No, zdaj sem prišla, ko sem vas poslušala, predvsem do tega, da mi dva kot ta, ki živiva, mi živimo 14-15 let v občini IK, pravzaprav v IK-u ne vemo nič. A je tako? Koliko izmed vas ve o svoji občini? Kdaj je občinski dan? Kdaj je občinski praznik? Kaj so lepote? Mislim, verjetno so neki kraji bolj profilirani. Kaj pa vemo mi pravzaprav v IK-u? Jaz ti bom tako povedal, ne, moč pripadnosti nekim praznikom, občinskim in drugačnim se mora identificirati s tem, da je že občina prepoznavna kot taka, da se ljudje identificirajo kot Ižanci, ne? Ker se zdaj premalo. A misliš? Jaz mislim, da se premalo, zaradi tega, ker nimajo nekih uspešnih zgodb. Nimamo nekih uspešnih zgodb. Zato jaz vidim ta širok view občine, ne? Ki bo v bodoče doprinesla na več področjih. Pa ne bomo nakladali, ne? Ampak jaz sem celotno obdobje, ko so otroci hodili v osnovno šolo, otroke skozi vozil v Ljubljano, ne? Na to, na ono, na tečaje tujih jezikov, na šport. In to me je zdaj vzpodbudilo, da je temu treba enkrat narediti konec, ker tle, če gledamo, kaj si jaz pravzaprav želim, pa tudi mladi si po moje to želijo. Ne, pusti zdaj, to je zdaj propaganda. Po čem ti misliš, da je občina IK prepoznavna? Pa boš pa povedal, kaj bi ti naredil. Občina IK je trenutno je prepoznavna po gasilstvu. Ja. Svaka čast gasilcem, kapo dol, to so ljudje, ki to prostovoljno delajo, ki nam pomagajo na vsakem koraku. Ne? In to je treba samo podpirati še naprej, ali pa še bolj podpirati. Ja. To je eno. To je eno. Ampak to je že 100 let. Ižanska. Ižanska pažarna obramba. Ja. Kapo dol vsem tem pripadnikom. Drugač pa ja, ne vem, po čem je še znano. Zapor? Po zaporih, ženskih zaporih. S tem se ne moramo hvaliti, s gasilstvom se lahko hvalimo, s tem pa pravzaprav. Ne, mislim, po čem so poznani. Ne, pa drugače sem to hotel reči. Jaz vem, da Ižanci so bili ljudje, ki smo jim rekli Ižanci, ne, sem to ni bilo dobro namerno, ne. So bili bolj znani kot tisti obljubljani, ki so še kmetje najbližje Ljubljani. No. Zdaj upam, da me kdo iskal zaradi tega, ker to rečem, ampak je bilo prej tako, ne. Ja, to so te predsodki, ne. Zdaj pa, če imate take svetnike, ne, se pa lahko na kulturi dela, a ne? A imate kakšno dramo, gledališče? Ja, na IK-u so nedavno tega odprli kulturni dom, ne? In kaj se tam noter dogaja, jaz zaenkrat ne vem, no. Tudi jaz ne vem. A tudi ti ne veš? Aha. Pa si priznana v tem segmentu delovanja, ne? Pa čudem, da nič ne veš od tega, res. Jaz pa še manj, ne? Ja. To se pravi,
Ig je, naprimer, verjetno so kakšne občine, ki so poznane po, naprimer, ne vem, po medu, po tistem gradu, po kakšni... Občina Ig je tudi jezera, ne? Podpeško jezero. Ne, Ni? A je to že Vrhunka? to je pa že občina Brezovca. Brezovca. Jezero. Jezero. Ja, to je pa že občina Brezovca. Lih tam je meja. A tam je čez Tam je meja. meja, ja, To ki se greš pravi, da bi bilo fino to občino oziroma ta kraj narediti prepoznaven, ne? Ali kako? Zdaj pa lahko poveš svoje ideje. Absolutno. Ja, to je sploh glavno. No. Mike To je Mozart, sploh glavno, zaradi česar sem jaz se hotel aktivirati. Ne. In, pravzaprav kaj? Ne? Kako jaz vidim to občino v bodoče? Ne? Jaz vidim, ne vem, če rečemo, da se jaz spomnim, da gremo v petek zvečer na šport, ne? In gremo v eno večnamensko športno dvorano. Ne? Mogoče bi tam bil badminton, bil tenis. Zelo pomembno je, da bo tam noter tudi fitness pa savna. Ne? Plezanje, skvoš. Ja, tako vidiš. Vse živo, potem bi se pa potem odločil, ne, da grem po eni lepi peš poti ali pa čez en park, da grem do centra Iga, kjer bo pa v petek zvečer en kulturni dogodek, a ne, in to mogoče vsak petek, a ne, med poletnim časom, a ne. Pa tudi po zimi. Samo če je dvorana, zakaj pa ne? Kakorkoli, stvar dogovora. Da se pač dogaja, da obudimo tudi, Ikemo tudi, se mi zdi lepo kulinariko v zgodovini in obstaja neka zveza nekih žena, ki se s tem ukvarja, ampak bistveno premalo ne znamo tega obuditi. Ne. Bile so neke izjemne slaščice iz tega področja, žanskega, kot meni je tašča rekla, oziroma delala je, ne, srnin hrbet recimo, ne. To je bila taka ena, ona je to delala in pa, da je bil tudi baje ta orehov zavitek, s kislo smetano, ne, tudi ižanska sladica. Ne. Tako da, in to bi mogli vse nekako aktivirati, povezati z gostinstvom. Moja ena taka luštna ideja, da bi zaščitili ime iz ižanske govedine Big Burger, Big Burger, ne, in bi ga tudi potem spromovirali, ne. In mogoče bi bila to tudi ena zgodba. Zaščiteno to ime, zaščiteno, takoj rečemo, zaščiteno, da ne bo kdo ukradel. In tle bi tudi kmetje participirali, ne, če bi pripravili mi en tak lep butični turizem, ne, v to prelepo zeleno občino, ne, bi to šlo v ogromne količine lahko tega. Sicer moramo biti pa previdni, ne, ker pravimo, hočemo ohraniti zeleno, pa vse, da se ne bomo šli preveč masovnega turizma, ker sem pa jaz tudi proti, ne, ampak za neko lepo zgodbo. Ne. To se pravi, vidim tudi jaz ne vem, če še obstaja, ampak nekdaj so imeli tekmovanje, kdo ima lepšo kršeno hišo. Ne. Pozim. To je bilo pred ne vem kolikimi leti, ne vem, če to sploh še obstaja, in so bile tudi nagrade vsako leto in vidim po stilu Provence, ne, kako imajo vsi lepo rože. Celo leto, jaz sem mislil, da za decembra sem. Ne, celo leto, balkoni. Balkoni okrašeni s cvetjem in tako naprej. Ampak moramo se zavedati, to nisem zaradi tega, da bi valjda, da bo imela občina veliko tega, ne, pa da lahko iz tega naslova turisti ponavadi prinesejo največ darja. In tudi zdaj štart s Koliščarsko vasjo, ki so jo naredili, ne, ja, lepo, da so s tem sploh začeli, ne, ampak je treba nadgrajevati, to se ne sme ustaviti, moraš imeti nek cilj, kaj boš iz tega iztržil. Jaz ne vem, če oni zdajšnji, ki to delajo, ne vem, če imajo ta cilj jasno definirati, kako in kaj bo dokončno zadeva urejena, da bo funkcionirala tako, kot je treba. Ne. Te vizije se mi zdi, da nimajo. Ne. Naprimer, ima tudi Iški Vintgar, na Kureščku imamo energijske točke, imamo tudi neko živo vodo. Kurešček je tudi Ig. Ja, Moram si pogledati prav enkrat, kakšen je zemlji videl. Na Igu je več teh prelepih punktov, ki so že bili, Malce drži bliže, prosim. ki so že bili nekdaj boljš dostopni pa vzpostavljeni. Recimo na Kureščku pa Dom gor je funkcioniral, ne? Zdaj je to zaprto. Vse to ne funkcionira več. Ne? Jaz se spomnim, ki je bilo na Kureščku gor pri cerkvi, ne? Tudi nek duhovni vodja je prišel
In je takrat prišlo okrog 2000 ljudi gor za zdravilstvo. Ne. To je zelo pomembno. Jaz se spomnim, to je bilo to je že daleč nazaj, ne, mogoče 15 let. In so bili takrat vsi presenečeni, koliko ljudi prišlo na takšno srečanje, ne, ki so se prišli kakor tudi malo samo zdraviti, pa povezvati, pa se pogovarjati o bolezni in tako dalje. Sploh ne vem, kdo je bil, tak je takrat prišel, ampak poglejmo, kaj je vse možno. In gor na Kureščku je seveda priznana pozitivna energija, ki obstaja pri tej cerkvi. Ne. In to je zgodba. To je tudi zgodba za turiste. Strašna zgodba. Tam je pozitivna energija in moraš iti tja stati, da se boš napolnil z energijo. Treba se tudi ful zavedati, jaz se ukvarjam s turizmom, veliko ljudi, jaz sem jih spoznal, jaz sem tako rekel, da ne bom pretiraval. Spoznal sem eno gospo, recimo leto, stara je 44 let, nekje iz Amerike je, in je bila letos prvič v življenju v gozdu in nabirala gobe. Veš, se pravi, mi smo ne razmišljamo o tem, ampak da narediš, recimo, karikiram, eno kolesarsko pot od Ljubljane do Iga, pa jim tam pokažeš mostišče, pa jim daš samo nekaj dobrega za pojesti, pa mogoče tam v gradih peleš ali pa kaj pokazati, če se kaj novega zgodi v gradu, recimo. Ne? Ampak ni tako težko, se mi zdi, narediti. Ni treba biti nek megalomanski načrt, delati avtocesto, pa pol se bojiš, da ne bo kar naenkrat preveč ljudi tam. Ampak recimo meni je zanimivo, jaz, ko imam goste, sploh ne vejo, kaj so mostiščari, kaj so koliščari. Imajo pojma, mislim, treba mi razložiti, jaz jim zdaj pravim stilts people ali pa kako že, stump people. Treba neki izraz sploh najdete, veš, so take mehne nijansice. Kako jim rečeš? Pole people ali pa stilts. Aha, ampak to je v angleščini. Ja, to je v angleščini. To moraš recimo sploh, a veš, te take malenkosti, imaš ti kakšno ekipo, recimo, koga imaš, ki ti pomaga pri tej razvijanju idej za turizem, za ljudi, pa ne samo turiste kot tujce, mislim, tudi Ljubljančane, ne. A veš, koga so se prej pogovarjala, v Ljubljani je en kup ljudi, ki hodi vsak vikend recimo na morje, ali pa v gore, pa imaš pa še večji kup ljudi, ki pa nikamor ne morejo iti, ne. Ker se bi lahko pa recimo sedeli na kolo, pa šli na Ig, pa imeli tam, ne vem, piknike, pa, a veš, ker so tudi, ne glede na to, kako je Ljubljana zeleno mesto, ne, če greš malo ven, ne greš v klasičen Tivoli ali pa na Golovc, ne, ampak barje imajo vse nek svoj čar. Sam maj, točno veš, ne, da če ti hočeš nekaj več narediti, ne, moraš ta prvo vzpostaviti infrastrukturo. Ne. In tle na Igu, ker se infrastrukture toliko zanardiče, ne, ampak imaš ekipo, recimo. Res nekaj neverjetnega. Ne. Mogla bi biti tudi severna obvoznica, pa južna, pa da se Ig nekako razbremeni prometa. Ne. Glih včeraj sem šel iz tle gor, ne, iz Kureščka, no, in vzpod je bila kolona skoraj do Petrola. Če priješ iz Kureščka dol, ne, in če greš okrog do Petrola. Ne. Tako da to je tudi treba na tem v osnovi nekaj narediti. Ne. Drugače pa kolesa, izposojalnica koles, vsi tujci, ki pridejo, ne pridejo samo z avtom, pa da se zapeljejo gor. Marsikdo bi se v centru, se pravi, če se severna obvoznica naredi, se morajo tam parkirišča narediti, mimo Iga vzad, mogoče veš, kje so grobovi. Ne? In tam narediti parkirišča, električne polnilnice in izposojevalnico koles mogoče, ne? Ker vsak en bo šel z avtom na Kurešček, drug pride, parkira in hoče iti s kolesom gor, ne? Ker imamo izjemne možnosti za kolesarske, ne? Ampak je treba urediti poti, treba jo označiti, treba je neke, vse poljske poti so v domeni občine, ne? Tako da se jih lahko neovirano uredi v kolesarske poti. Zelo velik potencijal se mi zdi, zdaj, ko se pogovarjamo za občino. Na moje vprašanje, imaš ekipo? Imaš ekipo? Kako bi ti to začel? Namreč, zdaj vi vidite pogovor, midva se ne spoznava na nič. Vedno bolj. Boris je pa tudi začetnik in zaradi tega sem jaz tebe tudi podpiram, ker nimaš nekih izkušenj, se pravi, nimaš že v smislu izkušenj, ki te povezujejo ali s politiko ali pa z nekim delom v neki občini. Nekih predispozicij. Ja, kjer ste že imeli na voljo, ne vem kaj, pa še niste nič naredili. Ne? Zato te jaz absolutno podpiram, ker si nov, ker si ekonomist, se pravi, da boš znal razmišljati
skozi denar, ker ideje imamo pa ljudje ogromen, ne? Kako boš ti sestavljal ekipo? Hočem vam, zdaj vi vidite, kako se to začenja, kako mi čist totalni, če smem reči, abrvezniki, začenjamo ustvarjati neko skupnost, ne? Evo. Lej, mal je pravzaprav treba, da se povežeš na nek način, da razmišljamo vsi enako, ampak bistveno je to, ne, da mogoče, mislim, ti sploh ne veš, kako občina funkcionira. Ne? Ja, ne. No, jaz sem malo prebral, malo vem, malo se pogovarjam, ne? In točno vem, da so pomembni seveda svetniki. Ne? Če imaš ti svojo svetniško skupino, ki uspe dobiti na volitvah, potem lahko marsikaj občine spremeniš. Nekaterimi so bi rekli, sej, če boš pa sam ti župan, ne? Pa da bojo tvoji svetniki prišli noter, ne? Potem boš zelo malo lahko naredil, ker ti bojo polena pod noge metali in mogoče v 4 letih ne boš mogel nič sprovesti. Zato tudi jaz apeliram na vse volivce, da če že bodo volili tudi mene, da tudi vse svetnike izvolijo, da bomo lahko resnično kaj naredili za to občino. Ne? Sicer se lahko znotraj občinskega sveta, ki jih je v občini 14, povezuješ in potem dobiš podporo lahko zelo hitro večjo, ne, za določene projekte. Ne. Tako da to je zelo pomembno. Da imamo pa kandidate z vseh koncev in načinov razmišljanja pa znanji, je pa jasno in to mi je zelo všeč, od diplomirane medicinske sestre do klinične psihologinje, do predsednjene zvezdane, do drugih in takšnih ljudi, ki imajo ideje, ne? In to mi je všeč. A lahko jaz nekaj vprašam? Predsednika turističnega društva Kurešček, Momirja, ne? Tako da... A lahko jaz nekaj vprašam, kaj so svetniki sploh? Svetniki odločajo o samih projektih občine in skupaj z županom upravljajo občino. Tako, in skupaj z županom upravljajo občino. In če jih je 14 in če imaš večino, lahko funkcioniraš normalno. Ne? Okay. Se odločaš za projekte, župan mora biti vedno tisti pobudnik nekih projektov in potem občinski svet odloča o teh projektih. In če je večina noter svetnikov iz naše opcije, ki hočemo nekaj narediti, se imamo v končni fazi tudi svoj program. Ne? Mi imamo svoj program, ki bi ga radi sprovedali. In če ljudje hočejo, da to sprovedamo, da razvojno usmerimo to občino, potem nas morajo tudi voliti. Vse skupaj. In svetnike, in zdaj nekateri, ki so bolj poznani, mogoče bo Zvezdana dobila ogromen glasov. Zvezdana ogromen glasov, pa bo že s preferenčnimi glasovi prišla noter, ker bo dobila toliko glasov v določenem volilnem okrožju. Ja, mene niso ljudje navajeni na taki le poziciji, ampak me zanima nekaj. Jaz tega ne doživljam kot politično. To pomeni, da če mi rečemo, imamo idejo, da aktiviramo kulturni dom ali pa naprimer se naredi kolesarska pot. A pol je odvisen to, kako, namreč jaz kandidiram na tvoji listi, jaz sem v bistvu neodvisna, nisem v nobeni stranki, ampak kandidiram na tvoji listi. Lahko vsak izmed nas gre in se naprimer prijavi ali pa pol, naprimer, če si župan, ali lahko pride na občino pa reče, jaz imam te pa te ideje, dajte to pa tako narediti. Kako to sploh funkcionira? Vsaka lista, sicer kandidirali bomo na listi socialne demokracije in jaz tudi občinske zadeve ne gledam, sploh ne politično. Ne? In tudi ti si zgolj samo simpatizerka in mislim, da so vsi zgolj simpatizerji. Člani stranke. Obeni član stranke in drugače pa, če pa pristopaš k tem mišljenju, ne, našem, ki ga imamo skupaj, si jasno, da je v slovenski ustavi piše, ne, da je Slovenija demokratična in socialna država. Ne. In to je osnovno načelo socialne demokracije. Ne vem, kaj je tle sploh slabega, se s tem se vsi strinjamo. Ne. Če se že ločijo ljudje po nekih političnih barvah in jaz sploh ne želim biti, odkrito povem, da ne želim biti župan nekih barv, ampak župan vseh. Tako pa tudi vi kot simpatizerji, kot svetniki, kot te nastopa, se sploh nočete nekako politično opredeljevati in prav je tako in naš cilj je samo, da za občino nekaj naredimo. Ena stran, a sem prav povedal? Ste člani stranke IG.
Ja. Veš kaj, sam prav pa je, da so nam všeč ta načela, ker se pa vsi ljudje s tem identificirajo. No. To je pa po moje lepo in ni nobenih težav. Kaj pa mora narediti človek, da postane svetnik? Kaj pa če bi mene? Svetnik. Svetnik. Svetnik, ja. Svetnik, kaj? Ja, kaj moraš? A mislim, a jaz bi lahko kandidiral, recimo? Lahko, ker imaš zelo dobre ideje. Ne? To je vse. Se pravi, če imaš dobre ideje, lahko kandidiraš. To je super istočnica. Ja, dobro. Lej, tudi po moje, jaz mislim, da je lahko vsak svetnik, ampak zdaj, če eno listo sestavljamo takšno, morajo biti to ljudje, ki so vsaj nekako primerni, podobnega mišljenja. Po izobrazbi, niti ni toliko pomemben, važno je, da znaš razmišljati korektno, da si spoštljiv, da si dostojanstven, da znaš poslušati druge ljudi. To je zelo pomembno. Ne? Zato sem jaz tebe izbrala, zato ker ima te vrednote. Ne? Ja, jaz mislim, da jih imam. Jaz mislim, da jih imam. Mogoče sem se jih tudi malo še v življenju, ker se spreminja človek, pa potem vidi, da je to še toliko bolj pomemben, ne? Da se ljudje poslušajo. Ker to je bistvo, ne? To je bistvo, ker iz zapletov pa z nekimi pregovarjanji, ker to zdaj slišim, da se na občini dogaja, ne? Iz takimi stvarmi ne dosežeš ničesar, ne? Iz pregovarjanja, iz preveliko zaprtosti. Pa ti misliš, da smo Slovenci obsojeni na to pregovarjanje v občinah in tako, veš kaj mislim? Pa v politiki nasploh. Ja, v politiki nasploh. Kreganje po domače. Kreganje pa dan kamor nič ne pride, ne, da v bistvu, mislim, ne bom zdaj nič rekel, ampak vemo, da tisti, recimo človek, ki je največ naredil za svojo občino, ne, gospod župan Ljubljane, je pač mogel res trdno parijet vajeti v svoje roke, da je nekaj naredil. Ne. Yes. Vse ostale, oziroma velika večina občin, kar jaz vem, so sem neko pregovarjanje. Par občin sem zdaj jaz gledala, je pa zelo dobro organiziranih in imajo zelo dobre župane, ki se znajo pogovarjati z ljudmi. Katera občina je to že? Marsiktera. V Sloveniji je veliko občin, ki so uspešne in tudi mi se bomo, če pridemo na ta položaj, mogli tudi z drugimi uspešnimi občinami pogovarjati, kako so oni do tega prišli. Ne? Sicer, najbolj smešen mi je to, recimo, da se pogovarjamo o nekem večnamenskem športnem objektu na Igu. Potem pa gledam po drugih občinah, recimo občina Radovljica ali pa občina Ribenca, so naredili malte olimpijski bazen. Ne? Halo, tega pa mogoče tudi mi ne bi naredili v občini Ig. Ne? To se mi pa zdi, ampak tudi za občino Radovljica se mi to zdi megalomanski projekt. Ne vem, če ima to smisel. Da je veliko lepši. Jaz ne bi tako rekla. Ne bi tako rekla. V redu. Mislim, v Ribnici nimaš bazena, zakaj ga ne bi imeli? Oni so očitno, kakor jaz vem, so dobili evropska sredstva in so si to zgradili. Moraš imeti velike ideje, ne? Morda, ja. Moraš biti velike ideje, da pristaneš pol na malo nižjih, recimo. Ampak ja, zakaj ne? No, okej. Ne? Ne, jaz razumem, koliko pa pol taki, koliko ta stvar stane, da jo vzdržuješ, koliko ta stvar stane, mislim, pa taka stvar začne razpadati, veš, če se ne uporablja, Kako bi rekla, veš, zaradi česa sem proti, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo takoj padli v nekaj, kritiziramo nekaj, kar ne poznamo. Ljudje so si tam to zbrali, srečni so in je tako v redu. Mi moramo predvsem slišati ljudi. A je tako? Ja, ne, mi nismo zdaj nič kritizirali, to smo samo omenili, ne, samo omenili. To ni noben kritizirali, drugače imajo oni svojo logiko, zakaj pa ne? Še mogoče je pa to res dobro, ne? Zato se moramo pa o tem pogovarjati, ne? Kaj in kako in zakaj. Drugače pa vse taki projekti, ki si ti zdaj rekel, Majne, taki lahko tudi krijejo sami sebe, ne? Večnamenski športni objekt lahko krije sam sebe, to so tudi zaposlitve za občino dodatne, ne? Lahko bo ne vem koliko ljudi zaradi tega zaposlenih v tem večnamenskem športnem objektu, kjer bo savna, mora nekdo savno vzdrževati. To je tudi plačljivo in to ima občina lahko zelo veliko tega. Ne? Vsa sredstva, ki bodo vložena strani občine, poleg nepovratnih kohezijskih, ne vem kjerih sredstev, ne, evropskih, so lahko tudi direktna vložena sredstva občine povrnjena zelo hitro. No, jaz sem bolj mislil na ta princip, da če nekaj zaženeš, pol moraš tudi
se pravi slediti temu, se pravi moš do konca izpeljati. Jaz si predstavljam, spet zadnje čase zagotavljam, da velikrat nekaj na pamet rečem, ampak jaz, ker to v moji glavi je to že vse razdeljeno, veš, kako bi to, ampak predstavljam si, da ni tako lahko pol speljati recimo enega takega projekta, ne. Če ti v eni majhni občini narediš olimpijski bazen, ne, kjer ne veš, kam mora biti povsem določen pretok ljudi, moraš pa to promovirati, morajo ljudje tja hoditi. Zato mene to skrbi. V občini, kjer je staro prebivalstvo, ne more biti olimpijski bazen. Je boljš, da je olimpijski bazen, je manjši bazen, pa so savne, pa so masaže, pa tako tja bojo pa recimo občina, kjer so pretežno starejši ljudje. Točno to, kar si povedal, ne, ker Malta ne, pa ni olimpijski bazen tam, ker smo se pogovarjali. Mislim, da je 25-metrski. Tako da, ampak vzdrževanje, stroški. Mene to vedno skrbi, ne, ker jaz v življenju, ker sem se s financami ukvarjal, ne, pa cel life se ukvarjam s temi prekletimi financami, še kako moraš berkati, kam en evro vložiš, ne, ker lih ta bazen je za mene vprašanje, kako se bodo ta sredstva povrnila, pa kdo bo to koristil. Ne. Za večnamenski športni objekt se sploh ne bojim, če ga ne postavimo. To je zdaj super popularno. To je sigurno. Tle imaš mladi so naša prihodnost, ne, rečemo, ne. Veš kaj, ti si meni, veš, zaradi česa si ti tudi meni všeč, ker če si opazil, Boris sploh ne opleta z nekimi takimi predvolilnimi ali pa z nekimi takimi floskolami, kot pa jih ponavadi slišimo iz ust politikov ali pa unih, ki hočejo zmagati. Ker si iskren in ker te besede tako polagaš iskreno. Si to opazil? Ne? Ker veš velike obljube, pa velike ideje, pa ne vem kaj tudi. Mi smo siti tega, ne? Totalno. Jaz sem sit tega, da se v Sloveniji tako delimo na leve pa desne, pa ne vem na kakšne. Tega sploh, ne? To bo treba enkrat presekati. Bomo mi prvi občini, ki bomo to presekali, ne? V ižanski občini, Ižanci bomo tisti, ki bomo to presekali. Velike besede bo kandidata za župana občine. Iskrene so, ne? Niso... Lahko gremo sam nazaj k temi, zdaj si me čisto povozila spet, ker si že 7-krat povedala, koliko ti je cool modelno. Kakšna čast mi je to, Tako naredijo, zdaj veš, ko srčka pokaže. Da mi to tvoja mama reče, ne? Ja, ne, večkrat v eni uri. Jaz tega nisem navajen, ne? Ne, v glavnem, jaz sem samo to hotel reči, da je treba, zato sem ti tudi prej vprašal, kako ekipa sestavljaš, kako tako, ker se mi zdi, da če imaš neko idejo, je bolj pomemben, kako dolgoročno vidiš to idejo, kot samo, ki vidiš spremembo na začetku. Ne? A veš, večnamenski športni objekt, je to zunaj, je to notri, to nisem postaviti pa nabasati za neparimi ljudmi. To je stvar, ker če jo postaviš ti, verjetno imaš idejo, da bo to stalo še 50 let potem, ko tebe ne bo več, ne samo, ko ne boš več župan. Ne? Zato mene zanimajo funkcionalne stvari tega, ne? Kako to zgleda. Ker 14 svetnikov se mi zdi vsem dosti malo za take projekte, recimo. Ne, se verjetno oni ne delajo. Kaj svetnik dela? A imaš še kakšne pol zunanje sodelavce, a je to lahko pol večja ekipa ljudi, ali to sem teh 14 plus župan? To je teh 14 plus župan, ki odločajo v vseh teh projektih. Odločajo, da sprejmejo. Oni se pogovarjajo, drugače pa obstaja zato, ker morajo sprovesti, je pa občinska uprava, ne, zadeve, ki morajo sprovesti, projekt speljati dokončno, ne, po odločitvi občinskega sveta, ki je upravitelj tega. Uprava pa pol to izvede, ali kako? Občinska uprava... Zaradi tega, ker jaz tako gledam, da imaš... Mora pa to sprovesti potem. Vrosti, ja. Zaradi tega, ker jaz vidim, da pa če delaš v občini, ne, čim več ostane v občini, ne? Veš, da čim več ljudi se lahko s tem potem temu posveti. Da niso to res ljudje, ki so samo na funkcijah, ampak da so to lahko vsakodnevni ljudje, ki bodo nekaj dodali noter. Zaradi tega se meni, mogoče vidiš celo moj miselni vzorc, ne? Če nekaj hočeš, da ostane v občini, verjetno želiš, da se občani s tem ukvarjajo, ne? Seveda, ja. Kako recimo jaz, tudi če nisem svetnik, kako lahko on pomaga? Kako lahko jaz pomagam? Z idejami, kot vsak občan. Občina se mora z vsakim občanom načeloma pogovarjati, ki ima željo. Ne?
Moramo biti iskreni. Ampak res to je bila zdaj floskula z vsakim. Ne, to ni floskula. To sploh ni floskula. Tudi župan mora imeti enkrat na teden odprta vrata za vsakega občana, ki pride z neko idejo ali pa željo, da nekaj pove. Ali pa da ima probleme, ki so za rešiti. In vedno in povsod. Nikogar se ne sme zavračati. Saj zato so občani, mi moramo delati na občanih, da bodo rastali. No, ampak če ima da bodo stvari urejene. Če ima kdo probleme, mu bomo pomagali. Saj zato smo tle. Zakaj pa smo? Kako pa jaz lahko občini pomagam? Ja, ti moraš ne predvideti. Lahko prosim? Ja. Kako ti? Kako lahko jaz občini pomagam? Kako lahko ti pomagaš? Finančno. In ni treba pomagati, če imaš preveč darja. To ne, ampak z idejami. Z idejami lahko pomagaš. Projekti, ne? Lahko tudi prideš. Lahko tudi prideš z idejo o nekem projektu, kot zunanji, in potem sem jaz dolžen, ker se bom s tabo to pogovarjal, če vidva oba, da je to primerno, moram jaz to predstaviti na občinskem svetu. In potem se bomo iz svetniki to pogovarjali. Ta način je to. Jaz še zdaj nekaj vprašam, naprimer zdaj, ki smo imeli že tole temo o bazenih pa tako naprej. Jaz vidim to, kar sem malo gledala, kako imajo programe drugi kandidati za župane, več ali manj ene te iste floskule, se pravi igrišče, večnamenski športni prostor in tako naprej. Naprimer, jaz gledam čisto drugače. Glede na to, da imamo mi Iški Vindar in Iški Vindgar, da imamo toliko voda in tako naprej, zakaj ne bi naredili en večnamenski projekt tako, da je čist ekološki, se pravi za živo vodo, kot del bazena, kot nekaj čisto drugače, to, kar smo mi navajeni. Ali pa naprimer otroško igrišče, če imaš na Igu, če imaš tako mislim, ki je ves čas okrog narava, pa narediš otroško igrišče, ki je umeščeno v naravi, na prava drevesa se pleza in tako naprej. Kaj misliš, kako gledaš ti na to, na res drugačne poglede, ne na tisto, kar že več ali manj večnamenski projekt, pa vidiš eno škatlo, pa noter malo za tenis, malo za to, malo za ono. Kako gledaš ti na to umeščanje v naravo, ampak čisto zares narediti moderno, naravno, vse tako? Zvezda, ti meni toliko težka vprašanja postavljaš, da ne vem, če bom znal spogovarjati. Kako gledaš ti na to? Sej, če tu nismo tako delež, da bi se kaj naredili. Glej, jaz floskule, o raznih, ki kandidirajo za župane, pa govorijo, kjer pločnik bojo naredili, pa ne vem kaj. To sploh ni tema, ker to moramo narediti. To je škoda govoriti o tem. Drugač pa v naravi, narava z naravo, evo jo imamo. Mislim, zelo primerno, zdaj ti govoriš o nekem, je pa to ene vrste trim steza, ene vrste trim steza, ki jo pa tudi nimamo v občini Ig. Vse ni trim steze, kdo ve, da obstaja trim steza, jaz ne vem. Tako da to je potrebno narediti. V tej trim stezi je pa možno tudi določene po različnih drevesih neke ideje ustvarjati, pa tako naprej, ni nujno, da sam trim steze, lahko še kaj zraven. Mi dva Zvezdana ti bo toliko enih idej prinesla, ko bo župan. Vem, se vidim, ampak jaz zdaj trenutno ne znam na to odgovoriti, ker tudi župan ni edini, ki ima ideje. Zato pa imam to ekipo, ki ima pol teh idej, da se bomo lahko o tem pogovarjali. Si v bistvu en kanal za ljudi, ker ti boš mogel zdaj veliko ljudi poslušati in oceniti, kaj je prav, in to ni lahko delo. Pa po drugi strani moraš biti tudi verjetno odločen, ker jaz tudi vem, da sem. In konec dneva se moramo pa odločiti, kaj bomo naredili. Ne bomo sam nakladali. In to zelo hitro. Bomo predebatirali, bomo debatirali, bomo najdeli variante, kaj je to, kar moramo zagnati v osnovi. Delal sem bil pri nekomu, ki ima že, pa ne smemo govoriti samo o turizmu. Mi se danes veliko o turizmu pogovarjamo, je pa to ena, zakaj? Je pa to ena taka tema, ki je res zanimiva, ker konec dneva imamo energetsko krizo, imamo probleme, ljudje, ampak kar pa jaz vem, si pa nekaj, da si ljudje želijo potovati. In vem tudi to, da je to izjemen prihodek.
In vem to, da tudi ljudje od tega lahko lokalno veliko imajo, če se sprovede vrtnarstvo dodatno, ki ga je na Igu zelo malo še zaenkrat, so pa izjemni pogoji za vrtnarstvo, ne? Pa da se tudi naredijo pol neke stojnice z možnost prodaje, ne vem, na začetku in tako dalje, ne vem, ampak sploh ne vem, kaj sem hotel prej odgovoriti na začetku, ne, zdaj več ne, ker sem se zapletel. Se je ta ideja z vrtički zdaj spet ampak to je tokenih idej, ne. To je tokenih idej tle na Igu, da je grozno. Ne, ampak ne samo na Igu. Poslušaj, to imaš lahko vrtičke, ljudje pridejo tja in pol imaš lahko še tržnico svojo, kjer med sabo si prodajaš stvari. In super ideja, super. Višek svojih pridelkov bi pač vsak lahko prodajo na tržnici, ker glejte, sprehajam se jaz sem bil na Dobravci recimo en dan, ne, ker sem šel po gobe, ne. Full gob sem dobil, Turkov. Upamo, da ne preveč. Ampak tam je ogromen nepobranih jabolk. Na vsakem drevesu in kakšna lepa jabolka, sam gledaš, ne. Pa slive, pa noro. In jaz ne vem, da se to ne bi jaz verjamem, da bi ljudje, če bi bila tržnica, to obrali, prinesel, pa mogoče ceneje prodajo kot bilo kje. Mi se pogovarjamo o draginji se pogovarjamo. Kaj pa če bi naredil, mi bomo zdaj en dan, naprimer, da tisti, ki pač kmetje ali pa lastniki ne bojo pobirali, dajo en dan, pa lahko pridejo vsi, pa si sami naberejo. Pa dajo prostovoljni prispevek za drevo. Recimo, ne vem, sam to moraš pa že objaviti, ne, pa morajo se strinjati. Ampak so možnosti. Kar se tiče turizma, ki si pa ti rekel, se mi zdi pa, da veš, mi smo, koliko časa v bistvu zares turizem v Sloveniji nekako je viden porast turizma. 4-5 let. Od tega so bili ali pa recimo 6 let. Predtem ni bilo skoraj nič. Pa še zdaj so bile 2 leti korona vmes. Po mojih izkušnjah Slovenija nima niti infrastrukture, da bi bila prepopulirana z turisti. Meni se zdi, da je to ena stvar, ki se nam je tako zelo slovensko, hitro nam je začel iti na živce, čeprav še ne traja veliko. Mi nismo niti približno tako turistična država, kot nekateri naši sosedi. Ne? A veš, mi smo turistični smo v Ljubljani, na Bledu, pa na Obali. Pa sem pa kje v gorah. Ne? Meni se zdi, da je to en market, kjer bi mogli v bistvu še malo več pritisniti, da še malo razširimo, ker se pravi, nimamo niti infrastrukture, da bi Slovenija bila prepopulirana s turizmom. Ne. Sej, prvo moraš tako veš, za domačega, lokalnega prebivalca marsikaj narediti. Ne. Imamo 2 konjeniška kluba, ne, oba dva sta v povojih in na koncu svojih zmožnosti. Ampak mi ljudje govorijo, ne? Jaz sem se pogovarjal o tem in pravijo, da bi otroci veliko jahat hodili, ne? Če bi bilo to urejeno, pa da so termini jasni, ampak te ljudje, ki se s tem ukvarjajo, praktično na robu propada so. Ne? Ni denarja, ne? In to mora tudi občina nekaj zraven pristopiti, pa jim pomaga, da to zženemo. Tle bi lahko, tudi to je ne, tema, da lahko turisti pridejo v prelepo ižansko občino jahat. Ne? Tudi to je neka zgodba, ki jo jaz tudi vidim. Ne? In se moramo tudi povezati s temi klubi, da vidimo, kje so pravzaprav te vse težave. En je na Črni vasi, ne? En je točno na Igu, ne? Ja. Pa eden je tle gor pred Zapotokom. A na Črni vas tudi ni Ig, ne? Občina. Črna vas ni Ig. Ni, ne? Ni občina. Boris, si malo meje, si zdaj rišel, da si malo meje. Tam je ena zelo uspešna turistična kmetija Trkulja, pa tudi ne vem, kako funkcionira, ampak pravijo, da je izjemno uspešna, da hodijo z vseh koncev v to turistično kmetijo. Ne? In moram enkrat jeti kaj, da vidim, pa da se pogovorimo, kako oni funkcionirajo, kar me prav zanima. Izjemno uspešni so. Črni vasi. Ja. Boris, kaj pa misliš o kmetijstvu? Namreč jaz vidim, da, kolikor jaz vidim, tudi v tej okolici Iga, oziroma tukaj, kjer jaz živim, izginjajo pravi kmetije, ne? Jaz sem, na primer, strastna zagovornica bioekoloških kmetij in po moje smo mi edini tle ekološki. In ves čas slišim tudi, to se ne splača. Ampak jaz mislim, da je to edina prihodnost.
Kaj ti misliš, kako ti gledaš na to? Kaj bi ti naredil kot župan, naprimer, da bi podprl ekološko kmetijo, kmetovanje in naprimer, da bi imeli mi tržnico na Igo in da bi, kaj bi ti naredil? Kaj ti misliš? A misliš, da to nima pravzaprav nobene prihodnosti? Ja, točno to, kar si rekla, je prihodnost, se ni drugega. V bodoče bo tako primerno sam še neko res ekskluzivno ekološko kmetovanje, ker to bojo ljudje tudi sam še kupovali. Se smo vedno bolj usmerjeni v to, ne? Karkoli greš kupiti, sam še gledaš, je solata ekološka, je tiste ekološko. Ne? Ja, to je način, to je tema prihodnosti. Seveda pa gre to počasi naprej. Ne? Kako lahko občina naprimer pomaga takemu kmetu? Občina lahko pomaga na vse načine. Drugače imaš za ekološko kmetovanje imaš ogromen kohezijskih sredstev namen. Mogoče kmetje sploh ne vejo, kaj lahko vse pridobijo. Zato je moj osnovni namen, tudi če bomo izvoljeni, da naredimo neko tedensko pisarno, ali pa to so pač partnerji, ki jih jaz poznam, tudi ki delajo to, ne, in oni lahko obveščajo in gospodarstvo in kmete mislim, vse oni bi v osnovi tudi za občino delovali, ne, pa iskali vsa sredstva, ki so možna, da se jih občina počrpa, ne, iz kjerkoli, ne. Drugače pa dobijo nepovratna sredstva razne kmetije. Ne. Zdaj sem videl preko Spirita je bilo objavljeno, da je za mlade kmete, za naslednike kmetij, ne, pa to niso majhna sredstva. To gre tudi v 200 000 evrov, ne. Da dobijo, če mladi kmet, potomec prevzame kmetijo. Ne. To je toliko tega, ker pa mislim, da sploh kmetje ne vejo. Zato se eni izgubijo v vseh teh zgodbah in otroci grejo v Ljubljano živeti ali pa v tujino in potem se kmetija zapre. Ne. Če bi pa mrzdo vedel, kaj vse od tega lahko pričakuje, pa od ekološkega kmetovanja, ker to je bodočnost, to se ne moramo skrivati. Ne. In da bodo tudi pol uspešni lahko v tem poslu in živeli od tega. In marsikdo bi se pol nazaj vrnil, pa to začel delati tudi. Ne. In to so lepe zgodbe. In tle bo kmetijstvo, vse tle bo v Nežanskem bo kmetijstvo ohranjeno, to je dejstvo. Tudi če pravijo, da kmetje padajo, še vedno jih je kar nekaj. No. Kaj pa o kulturi, naprimer? O tem se zelo malo govori. Ne? Mislim, na Igu sploh ni kulture. Ne? Vsaj jaz ne vem za njo. Knjižnica je, tam sem bila. No, če ti ne veš, pol jaz še manj vem. Ne? Res ne vem. Pa kaj si ti predstavljaš to, da bi bilo kakšno kulturno društvo, se pravi amaterji, ali da bi kdo gostoval tukaj, ali da bi kakšnim umetnikom dali, se pravi, dom, da lahko tukaj ustvarjajo predstave, koncerte, delavnice, joga delavnice. Ne? No, vse si že povedala, tako da jaz ne bom več sploh nadaljeval. Ja. Ampak kakšen imaš ti odnos naprimer do glasbe ali pa do gledališča? Hodiš, kaj ti, ali zdaj to samo govorimo? Kar se pa glasbe tiče, sem fan slovenske glasbe 60 let, mislim, to je pa tako lepa glasba, ki jo nimajo nekjer na svetu. To glasbo, ki so jo pisali Jure Robežnik, pa Mojmir Sepe, pa... Imate popevke? Ja, to mi je nenormalno lepo. Jaz sem včasih izjemen glas, jaz sem tudi pel veliko. V raznih skupinah smo peli, pa tako smo se dobivali, pa s harmoniko pa peli. To je bilo noro. A imajo na Igu kakšen pevski zbor ali pa kaj takega? Ja, obstaja neki, ja. Obstaja, tudi imamo odlične harmonikaše tle. Tudi to, ne. Tako da spet je tem za to toliko, ne, pa tudi tvoje ideje, pa ki jih imaš nebrojne. Ja, vse. Treba je to zagnati, treba je preperati. Kulturni dom recimo sprejme 200 ljudi, kolikor vem. Ne? Pa še nisem bil noter. Ker na kaj naj pa grem? Ne vem. Ampak to bi bilo lahko tudi teater. 200 ljudi je že primerno za teater. Ne? Ja, že primerno za teater. Ozvočenje je pa en noter top, sem slišal. Ne? Svaka čast. Tako da, evo, to, ono, tretje, četrto. Misliš, da je malo zafrkanje zaradi tega, ker je tako blizu Ljubljane, ne, da bi imeli to neko avtonomno kulturno središče?
Ja, Jaz mislim ravno nasprotno. Ne? Ljubljana ne more, jaz poznam veliko umetnikov, ki ne morejo oziroma ni prostora, kjer bi lahko predstave delali ali pa tako naprej. Tako da, ja, v Ljubljani, tako da bi ta povezava, jaz predvsem vidim, to me zanima, bližina Ljubljane, a da je to je to plus iga ali minus? Jaz mislim, da je to plus. Sej, če bomo mi tle nekaj dobrega naredili, pa neke dobre predstave ali pa neke kulturne večere v centru Iga, ne? Kako smo rekli, jaz mislim, da bojo tudi Ljubljančani prišli, zakaj pa ne? Ja. Poglej sam Mengeš. Ne, se. Ja, poglej Mengeš. Špas teater v Mengšu. O Mengšu ima moja stara znanka, jo poznam, ta, ki je lastnica Špas. Urša. Urša, smo se mi včasih še nekaj družili. Ja. Jaz izviram z Domžal, ne? Ampak 30 let sem že Ižanc, ne? 30 let. Tako da vejo tisti, ki jo to poslušajo. Jaz, na primer, še ena stvar je, naprimer, ki me je zelo, me tudi zanima. Ko pridejo k meni moji kakšni gostje, jaz na Igu jih nimam kam pelati, da bi kaj pojedali. Evo, še ena Kaj je stvar. žuna, da stara ena restauracija tam? Ki je zdaj A ni ena- zaprta. Ni več Gaberca, nobene kaj? stare restauracije. Ne bila je tam... Bila je Na kmetija, ne? Grebenc, ja. Grebenc. To imaš tam Tomaž Šulčar, ne? Ja. Pa je pa zraven to bilo, ne? Ker so pa ne vem, kaj so naredili, eno čudno zgodbo. Vsi, ki so not bili najemniki, so propadali. Na koncu je pa ta, zdaj sem slišal, da se stanovanja not prodajajo, ne? Ne. Največja žalost, ker to je stara gostilna, bila najstarejša gostilna na Igu, kakor vem. Ja. Kakor vem. In je pravzaprav škoda, da so to naredili, ne? Ker za moje pojme bi mogla to v končni fazi, če se je šlo za denar, ne, pa za prodajo tega, ker lastnik ba je to prodal, sem slišal, ne, bi mogla to občina odkupiti, ne? Absolutno. Če smo na tem. Ne? In pa zrihtati zadeve, pripeljati ljudi, spromovirati Big Burger, ne, tle pa ne Ne, Big veš Burger, kako se je, pa motim, to je pa druga stvar. v Ljubljani ne najdeš, in ne zdaj samo v Ljubljani, jaz hodim po celi Sloveniji, ne najdeš več tradicionalnih slovenskih restauracij, gostiln. A jih ne najdeš. Mislim, tlele pri nas je ena, ne, Čot mi gremo, Čot. jaz obožujem. Pa Čot je v Škofeljci. Jaz moje goste, ne, ki jih želijo slovensko hrano jesti, jih iz Ljubljane pridem k Čot, ker v Ljubljani ni. Ne? In ta restauracija, jaz se spomnim, jaz sem še bil tam tle na Igu, je čudovita restauracija, taka prava stara slovenska restauracija, kamor bi šel na govejo juho, tensten krompir in meso iz goveje juhe. A veš? Veš kaj, jaz bi Ja, res je. še nekaj rada te vprašala. Ti si oče dveh hčera? Ne, hčerke in sina. Hčerke in sina. Ja. Sin Kako? je šel pa del v vojsko za 3 mesece. V vojsko? Čestitam. Aha. Se ne veliko mladih odloči za to. Ja, on je rekel, da bi rad videl, da ga terajo. Da ga terajo, ne? On je zaključil, on je doktor zdaj medicine, lik zdaj je zaključil medicino in je rekel, gre v vojsko za 3 mesece. Sem rekel, ok, svoboden si, Bravo. delaj, kar ti je želja. Kdo je pri vas vzgajal otroke? Več ali manj žena? Ali sta to res oba dva počela? Ja, oba dva, sigurno, da oba dva. Jaz sem izjemno ponosen na moje otroke. No. Nisem jih nikoli pritiskal na njih, vedno smo se z njimi ukvarjali, kakor se je le dal, so bili svobodni, sami odločajo o svoji prihodnosti in to se je zdaj tudi zgodilo. Hčerka je stara 30 let, bo Patricija, ta malo je pa 27. Ne. In končal medicino? Ja, Kaj pa hčerka? hčerka je pa magistrica ekonomije. Aha, šla po tvojih stopinjah. Ja, tako. Zakaj si se ti odločil za ekonomijo? Ne vem, zato ker bi to odgovarjali. Mene so silili, se veš, kako je bilo nekdaj, ne? Ker je bila naša družina, ki sem bil, so bili vsi gradbeniki, moja stara mama je imela zelo gradbeno firmo in zelo uspešno, ne? Potem so mogli biti vsi gradbeniki in mene so silili, da moram imeti na gradben faks. Silili, do tega, da sem jaz 2 let gradbenega faksa naredil in prekinul in šel kot občan delati, takrat je bil kot občan, si lahko delal fakulteto, ne, ekonomijo in zanimivo je bilo pa to, da nisem sploh sprejemnih mogel narediti in samo ful težave, ne, in meni Krešo Puharič, ki je tam bil, je rekel, Pirce, vi imate pa že vse izpite narejene, pa vam sploh diplome ne moramo dati, ker sem jih delal vse izpite kot občan takrat, ne.
In sem rekel, ja seveda, če me vedno vržete na sprejemnik, ne? Vse izpite imam narejene, vi me pa za sprejemnik vržete. Ne? Od 100 ljudi, ki so na sprejemnih izpitih bili za ekonomsko fakulteto, so jih sprejeli 4, kako bom pa noter prišel. Ne? Tako da takrat sem to tudi pol mi je uspel, mogoče malo potem, da so mi malo, ne, ker smo se to pogovarjali, ne, ker je nemogoče, da mi ne bi diplomi dali, ne, ta je bila dobra. Ja, jaz sem drugač po duši, ja, komercialist, no. Komerciala je preprosta, če jo razumeš, 1 + 1 je 2, pa 100% zaslužiš, ne. 100% zaslužiš. Makes sense. Ti si imel svojo lastno privatno firmo ali si delal v državnih? Tudi. Pazi, kako držiš, če te smem, da ne boš. Tudi sem imel, jaz sem imel 12 let svojo svetovalno agencijo za finance v preteklosti, no, in sem imel zaposlene tudi dve ženske, ki sem jih načeloma plačeval bolj ka sebe. In kako je to lepo potem, ko dobiš vsak let čestitke za ob rojstnem dnevu, pa tako še vedno, ne, po tolikih letih, ki se sploh ne srečamo več. Korektno. Jaz upam, da korektno, no, ja, saj imaš tudi, so v življenju tudi take stvari, ki se zapleteš s kom, ne, mim tega ne more nobeden, ne. Sam vedno moramo reševati stvari na prijeten način, ne. S pogovorom. Se strinjaš? Ja, s pogovorom, ja. Imaš ti še kakšno vprašanje? Mislim, jaz sem res dojel, da najbolj za te povabi nazaj, ko bo župan, da se mi začnemo o konkretnih stvarih pogovarjati. Jaz tudi mislim, ampak te prvi moramo biti izvoljeni, ne? Zato jaz apeliram na vse volivce, ne? Da se odločijo za našo opcijo, no? Ker smo iskreni. 100% smo iskreni. Jaz od tega ne odstopam, jaz v življenju tako živim. Ne moram drugače živeti, kot tako, da si povemo v obraz, kaj koga teži in da skušamo najti rešitve. Samo tako lahko funkcioniram. Jaz drugače ne morem in prosim, volite nas in našo svetniško listo. A ne Zvezda? Yes. Ja, kaj bi ti rekel, naprimer, meni na pot, zdaj, ko to začenjam? Kaj začenjaš svetniško pot? Ne. Svetniško. Ne vem, no, mislim, mene tudi zanima. Mene absolutno zanima ta stvar. Zaradi tega, ker sem imel srečo v zadnjih letih spoznati nekaj ljudi, ki so govorili in potem tudi naredili. Ja, prosim, lahko gasneš telefon, če govorim. Ja, se upravičujem, kam ga ne skrijem. V glavnem, ja, želim vam srečno pot. Absolutno imate mojo podporo. In zagotovo, ko boste tam, boste slišali veliko od mene. No? Imam veliko idej in veliko želje, da bi tudi jaz pomagal. Ne? Kar se pa tebe tiče, mama, je pa just go for it. Mislim, da je to naslednji logičen korak v tvojem življenju, da greš v politiko. Ne grem v politiko. Ne grem v politiko. Hočem v bistvu začeti tam na dnu in videti, a se res kaj ne da, a res kaj toliko stane, kot se zapravi in tako naprej. In konkretno z svojimi poznanstvi, svojim znanjem prispevati pač, da se moj kraj kultivira. Lahko narediš spremembo zagotovo. Ja, no. Bodi sprememba, ki si jo želiš. Ja, jaz vas vse vabim, zdaj je še dovolj časa, da se tudi vi priključite svojim ekipam, da najdete somišljenike in da začnete verjeti v to, da se da kaj spremeniti. In pojdimo vsi v to, tukaj so, se pravi, to je, na tem nivoju smo povezani z zemljo, s konkretnim in preverimo, ali lahko spreminjamo ta svet na boljše ali ne. Jaz verjamem, da ja. Hvala, Boris, da mi zaupaš. Hvala, Maj, da si bil potrpežljiv. Gremo naprej, se vidimo. Ja, še enkrat pa hvala tudi vsem, ki nas spremljate na TikToku, na Instagramu, vsi, ki nam pridružite se nama. Vsi, ki se naročite na naš kanal. Tako da hvala in hvala vsem. Ajde, čau. Čau.